Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje. Pričenjamo s slavnostnim dogodkom širitve Združenih rastočih knjig sveta. Današnji dogodek sodi v prepoznavni del projekta Rastoča knjiga pod pokroviteljstvom Državnega sveta Republike Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Mestne občine Ljubljana, Narodne in univerzitetne knjižnice, Društva Rastoča knjiga, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in veleposlaništva Japonske v Sloveniji. Spoštovani, Združene rastoče knjige sveta so projekt, ki temelji na spoznanju, da je vsak človek, vsak narod in vsaka država nekaj edinstvenega in ponuja priložnost novega učenja, razumevanja in osebne rasti. Kot vsak človek, tudi vsaka država predstavlja dragocen kamenček v mozaiku svetovne kulturne in znanstvene dediščine. Združene rastoče knjige sveta nosijo spoznanje, da lahko ta množica raznolikih kamenčkov ustvari sporočilno, estetsko in harmonično podobo mozaika, le vkolikor je povezana. Da lahko le skupaj in ob nenehnem vzajemnem prizadevanju za razumevanje drug drugega ustvarimo boljši svet, je sporočilo Združenih rastočih knjig sveta. Kultura ne sme razdvajati, kultura mora povezovati vse narode v stremljenju postati boljši, bolj strpni. Svet mirnega sobivanja ter ustvarjanja v sinergiji. Združene rastoče knjige sveta so zato več kot le kulturni projekt, saj razvijajo in spodbujajo učenje, razumevanje, toleranco, odličnost, človečnost. Želijo prispevati k boljšemu svetu. K besedi najprej vabim predsednico Društva Rastoča knjiga, gospo Marjano Kolenko. Izvolite. V izjemno čast mi je, da lahko drugič tukaj v parku Navje, kjer domujejo svetovne knjige, nagovorim vse prisotne in dam popotnico tudi današnjemu povezovanju. Namreč povezovanju umetnosti, kulture, kot smo slišali tudi znanosti in vsega tistega, iz česar se lahko oplemenitimo vsi ljudje in s tem tudi zagotavljamo naše boljše sobivanje. Povezovanje je beseda, ki jo bom danes ponovno uporabila tudi tukaj v Navju. Povezati različne umetnosti, glasbo, jezik, besede, je nekaj najlepšega, kajti takrat se zavemo tudi pestrosti in z tega se lahko naučimo vsi, mladi in seveda vsi tja do pozne starosti. Zato z veliko častjo danes sprejemamo medse, torej umetnost, lahko rečemo, države Japonske in zato tudi izrekam iskrene čestitke. 16. država sveta se danes pridružuje in verjamem, da je danes bila že številka, da prihajamo tja preko 2 milijarde prebivalcev, ki na nek način združujejo ti portali tukaj, namreč toliko je ljudi v ozadju, kjer združujejo rastoče knjige sveta, tista številka, ki nas mora navdihovati. Pomeni, da za nas ve svet in pomeni, da mi vemo za svet. In naj bo to moje sporočilo. Iskrene čestitke, veleposlanik, za ta korak, za vašo pripravljenost, da boste z nami delili umetnost v vseh svojih razsežnostih, znanje, predvsem pa, da boste glas Slovenije in o naši umetnosti ponesli tudi v vašo državo. Menim, da to odlično združujemo in to združevanje najplemeniti nas vse in seveda predvsem bomo rekli države, ki se združujejo v Združenih rastočih knjigah sveta. Hvala lepa.
Besedi zdaj vabim idejnega očeta Rastoče knjige in gibanja Rastoča knjiga, dr. Janeza Gabrijelčiča. Izvolite. Spoštovani, izjemno sem vesel, da smo danes tukaj zbrani ljudje iz različnih koncev Slovenije in sveta. 8 milijard nas je skoraj na svetu, ampak nismo dovolj prijazni, dovolj povezani in zaradi tega je tukaj v Ljubljani se pojavila ideja, ja pa dajmo se tudi s knjigami povezati. V knjigah so doma zakladi sveta, zato je knjiga naša najboljša prijateljica. In zato, kot je bilo rečeno, sem izjemno počaščen, da je sedanji veleposlanik Japonske in njegova ambasada zdaj z nami in da bo ta velika japonska umetnost, njihova kultura prisotna v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije in v Sloveniji, ki je sicer po številu ljudi majhna, ampak ima pravzaprav v vseh delih kulture in umetnosti svoje predstavnike na najvišjih mestih kulture sveta in umetnosti sveta. Naša deklica je tukaj osnovni kip. Ona noč in dan bere in si želi miru, da bi svet bil res naše zatočišče, naš dom. Vemo, da temu še ni tako, ampak ona vztrajno širi to miselnost. Samo 8 milijard nas je. Ja, lahko nas bo še več, ampak dajmo biti en drugemu prijatelj. Govorimo o miru in ona zdaj se vsako leto dvigne za 2 centimetra in s tem tudi simbolično dviguje teh 16 držav in bodimo bolj povezani. Kot se je bilo rečeno, 2 milijardi nas je že tukaj. In v tem smislu, ja, dolgo smo se pogovarjali z Japonsko, kako in kaj. Vemo, da so Japonci zelo natančni, pedantni, ampak na koncu smo prišli do tega, da je danes, 25. oktober, res en izjemen dan, ko smo dobili izjemno državo, izjemno kulturo v ta naš lep ambient Združenih rastočih knjig sveta. Najlepša hvala, gospod veleposlanik. Seveda pa tudi izjemna zahvala mestu Ljubljani, ki skrbi za ta lep arhitektonski in sicer na vse načine lep spomenik in pa seveda najlepša hvala tudi gospodu predsedniku našega državnega sveta, ki že toliko let skrbi za to, da se ne samo Rastoča knjiga Slovenije razvija, ampak tudi Združene rastoče knjige sveta. Hvala vam. Zdaj pa k besedi vabim še dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Mojco Šlamberger Brezar. Izvolite. Spoštovani veleposlanik Japonske, njegova ekscelenca Hiromichi Matsushima, spoštovani gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, spoštovani gospod Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana, spoštovana predsednica Društva Rastoča knjiga gospa Marjana Kolenko, spoštovane kolegice in kolegi z oddelka za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, spoštovani gostje, spoštovane gostje. V čast mi je, da vam spregovorim ob slovesnem dogodku ob 16. širitvi Združenih rastočih knjig sveta. Še bolj sem vesela, da se nam tokrat pridružuje Japonska in da je z nami draga kolegica Shikako Shigemori Bučar, ki je skupaj z veleposlanikom pripravila predstavitev zbirke tisočerih listov Manjoshu za slovensko občinstvo. Filozofska fakulteta in njen oddelek za azijske študije,
kjer so našle mesto japonščina, kitajščina, tajvanščina in korejščina, ima pomembno vlogo v projektu Rastoče knjige. Profesorica doktorica Šikako Šigemori Bučar na oddelku uči velik del jezikovnih predmetov in skupaj s kolegi in kolegicami skrbi za širjenje japonskega jezika, literature in kulture. Sicer naši študenti japonologi zelo aktivno sodelujejo z veleposlaništvom, na primer ob vsakodnevnem dnevu Japonske, ki prikaže njihove dejavnosti v širšem prostoru. Odkot predlog, da se Japonska kot 16. država pridruži skupini Slovenije, Francije, Madžarske, Srbije, Hrvaške, Poljske, Indije, Avstrije, Italije, Finske, Češke, Irske, Gruzije, Norveške in Ruske federacije. Ideja je leta 2019 prišla iz Državnega sveta z nekdanjo dekanjo Filozofske fakultete profesorico doktorico Branko Kalenić-Ramšak in gospodom Gabrijelčičem, ki sta dala pobudo, da bi v projektu sodelovala tudi Japonska. Predstavitev dogodka je bila v povezavi z japonskim veleposlanikom, ki je predlagal izbor pesmi, dokončana že leta 2020, a zaradi pandemije smo se zbrali šele sedaj. In kaj pomeni japonska zbirka? Naj le omenim nekaj posebnosti, ki jih bomo podrobneje slišali iz ust profesorice doktorice Šikako Šigemori Bučar. Manjoshu je najstarejša obstoječa zbirka japonskih pesmi, tako imenovana vaka. Zbirka je nastajala poldrugo stoletje in je bila zaključena proti koncu obdobja Nara v 8. stoletju. V 20 knjigah je zajetih okoli 4500 pesmi znanih in neznanih avtorjev. To so bili cesarji in člani cesarske družine ter plemstva, dvorni uradniki, vojaki, kmetje in podobno. Izmed teh pesmi je več kot 2100 anonimnih. Zbirka je dobila končno obliko najverjetneje med leti 759 in 780, glavni urednik pa naj bi bil Otomo Nojakamoči. Sama ideja predstavitve zbirke Manjoshu je dal takratni veleposlanik Japonske, ker se je takrat leta 2019 z novim cesarjem začelo novo obdobje z imenom Reiva. Ime Reiva izbira iz zbirke Manjoshu in pomeni obetavno složnost, lepo harmonijo. Kako lepo vodilo za prihodnost, ki nam ga daje Japonska. Lepi dan vsem v imenu Mestne občine Ljubljana. Moj pozdrav v prvi vrsti velja vam, meščanki in meščanom, ki ste se v takem lepem številu udeležili današnje slovesnosti. Vsem vam, ki imate radi Ljubljano, in vsem vam, ki imate radi dobro knjigo in literaturo. Vendar bi vseeno pozdravil par visokih gostov, par ekscelenc, in sicer v prvi vrsti očeta Rastoče knjige, doktorja Janeza Gabrijelčiča, še vedno dobrodošel v Ljubljani in še veliko uspehov. Zatem predsednico Rastoče knjige, letošnjo novo predsednico, gospo Marjano Kolenko, in pa ekscelenco veleposlanika Japonske, Hiromiči Manojoči, Matsushima, in pa seveda moj pozdrav velja tudi mestni svetnici in kandidatki za župana, gospe Mojci Sojer, kot veste, so čez en mesec tukaj tudi volitve. Ni zastonj, da je Ljubljana svetovna prestolnica knjige in od takrat naprej smo začeli posebno skrb posvečati Severnemu parku in deklici z Rastočo knjigo. Jo posebej lepo negujemo vsebinsko in vizualno. Ljubljana je bralno mesto, od vrtcev, šol naprej do vseh starosti, in tako ga negujemo in tako bo tudi ostalo. Tako da
knjiga ni prisotna samo tukaj v Severnem parku, ampak na različnih področjih, za katere posebej skrbimo, od knjižnic do obnov šol, vrtcev in tako dalje. Iskrene čestitke 16. državi, ki se je daljni Japonski, ki se je pridružila tukaj, in to seveda ni zadnja dežela, ki jo tukaj sprejemamo. Prišle bodo nove in nove, tako da hvala lepa za ta dogodek in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Spoštovane prijateljice in prijatelji Rastoče knjige, cenjeni visoki gostje, ekscelenca veleposlanik Japonske v Republiki Sloveniji, gospod Hiromichi Matsushima, podžupan mestne občine Ljubljana in član upravnega odbora Društva Rastoča knjiga, gospod Aleš Čerin, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Mojca Šlamberger-Brezar in seveda idejni oče gibanja Rastoča knjiga, dr. Janez Gabrielčič in predsednica Društva Rastoča knjiga, magistrica Marijana Kolenko. Spoštovani vsi, dovolite mi, da vas v imenu Državnega sveta in v svojem osebnem imenu pozdravim v parku knjige, literature in kulture. Danes je poseben dan, ko se kot 16. država v projekt vključuje naša prijateljska država Japonska, dežela vzhajajočega sonca, kot jo radi poimenujemo Slovenci. In če je nekoč Japonska veljala za nam oddaljeno in tujo otoško državo, danes o njej vemo veliko več. Prav tako bistveno poznamo tudi njeno kulturo. Pridružitev k projektu je še eden od korakov zbliževanja in odslej bo prav vsakdo, ki bo stopil v ta park, o japonski kulturi in jeziku lahko izvedel še kaj več. Oziroma bo to lahko velika in pomembna spodbuda za njegovo nadaljne raziskovanje in odstiranje mej, ki jih postavlja razlika v jeziku. Veseli me, da je portal, ki nosi japonsko vsebino, zagledal luč sveta v letu, ko obeležujemo tudi 30. obletnico diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Japonskim cesarstvom. Prav ta park je že vrsto let simbolično mesto zbliževanja naših kultur, saj, gospe in gospodje, prav Japonska je podarila ta čudovita drevesa zasajena tukaj. In ni naključje, da so drevesa, ki nas obdajajo, prav češnje, japonski simbol upanja in prenove, življenja in neskončnega obnavljanja narave. Japonci in Slovenci imamo veliko skupnega. Povezujejo nas delovnost, vztrajnost, vestnost, vljudnost in skromnost, pa tudi velika ljubezen do narave in do kulture. Iskreno me veseli, da je poleg češenj in spomladi cvetočih češnjevih cvetov park od danes naprej obogaten z lepoto japonske misli in besede, vzete iz znamenite knjige, ki na prvo mesto postavlja dragocene vrline, kot so složnost, mir in harmonija. Gre za vrline, ki so svetu danes morda potrebne še veliko bolj kot nekoč in so dejansko upanje človeštva. Brez njih bo namreč obmolknila tudi beseda. Veleposlaniku Japonskega cesarstva in vašim sodržavljanom čestitam ob tem dogodku, ki nas zbližuje, se vam zahvaljujem za vaše prijateljstvo in željo po nadaljevanju in poglabljanju sodelovanja. Hvala. Najprej prosim profesorico Shigemori, ki je prijazno poskrbela tudi za prevod osrednje pesnitve, da nam predstavi zbirko in razloge za izbiro. Izvolite. O nastanku imena zbirke Manjou-shu obstaja več teorij. Najbolj verjetno se je razumelo pod pojmom waka, japonska pesem, posamezne besede oziroma izraze, kar je v japonščini koto no ha, listi jezika, ker pa se je zbralo več besed, se pravi 10 000 besed,
Manno Kotonoha se je zbirka imenovala Zbirka 10.000 besed oziroma pesmi Man Jo Shu. V zgodovini Japonske so bila imena obdobij tradicionalno vzeta iz prvotno kitajskih literarnih virov. Leta 2019 se je prvič zgodilo, da novo obdobje dobi izbirno japonsko ime oziroma ime po izvirno japonski književnosti. Ime obdobja Reiwa je iz zbirke Man-jo Shu in pomeni obetavna složnost, lepa harmonija. Pismenka za wa pomeni tako japonsko kot tudi mir. Del besedila v 5. knjigi zbirke, odkudar izbira ime obdobja Reiwa, je prebral njegova ekscelenca veleposlanik gospod Matsushima za posnetek na spletni strani Rastoče knjige. Tu pa preberem del tega besedila v slovenskem prevodu. Spomladansko vzdušje obeta svežino mirnega vetra. Slivi, cvetoči kot lepotici pred ogledalom, orhideja dodaja sladek vonj. Grebeni gora odeti v oblake, borove veje kot bi nosile pajčolan. Nebo je kot streha, pod njim pa zemlja kot mehka blazina. Med nami naj krožijo kozarci, radostno in prijetno. Brezskrbno, iskreno, veselo in zadovoljno. Le kako naj opišemo to vzdušje brez pesniške vznesenosti? Prijatelji, spesnimo vrstice o belih cvetovih. Nekoč in danes, vedno jih imejmo radi. Od njih lepote prevzeti v brano zlagajmo besede. Ta del besedila je uvod v del zbirke, v katerem je zbranih 32 posameznih pesmi 4 skupin pesnikov, ki so se zbrali na vabilo pesnika in uradnika Otomo no Tabito na njegovem domu 13. dne 1. meseca leta 730 in opisuje ozadje ter vzdušje ob tej priložnosti. Hvala vam. Sedaj pa prosim gospoda veleposlanika Japonske, njegovo ekscelenco Hiromichi Matsushimo, za nekaj predstavitvenih besed. Izvolite. Thank you very much for attending this ceremony, and also thank you so much for all the warm and kind words to Japan. This is a very special occasion for Japan that a Japanese book takes part in this growing book project. So that please allow me to make a speech in Japanese with, of course, interpretation with my colleague. Torej, veleposlanik se je vsem zahvalil za udeležbo in sedaj bo svoj govor povedal v japonščini s slovenskim prevodom. 親愛なる皇室議長 Spoštovani gospod Košca, gospod Čerin, dr. Šlamberger Brezar, dr. Gabrielčič in magistra Kolenko, dragi predstavniki drugih sodelujočih držav, podporniki in gostje. Zelo me veseli, da je zbirka Man-jo-shu postala del projekta Združene Rastoče knjige sveta. に加わったことを大変嬉しく思っています。Man-jo-shuは Man-jo-shu je najstarejša zbirka japonskih pesmi. Izvira iz 8. stoletja, v zapisani obliki pa se je ohranila vse do danes. Vsebuje okoli 4500 pesmi vaka, ki so jih zapisali pripadniki različnih slojev, od cesarjev do kmetov. 読んだ歌が収められています。第二に 収録されている Drugič, mnoge pesnitve vaka iz zbirke so vključene v šolske učbenike in tako poznane vsem Japoncem. In tretjič, na Japonskem je v veljavi sistem Gengo, ki leta beleži na edinstveno japonski način. Novo obdobje Gengo, ki se je začelo z ustoličenjem novega cesarja, se imenuje Reiwa, ime pa izvira prav iz zbirke Man-jo-shu. に由来するからです。
今年は Na 西暦 Japonskem se je z ustoličenjem novega cesarja leta 2019 začelo prvo leto obdobja Reiwa. Sedaj smo leta 2022 in to se na Japonskem imenuje tudi četrto leto obdobja Reiwa. Prvo leto, s katerim se je pričelo imenovanje po sistemu Gengo, je bilo leto 645 našega štetja po imenu Tajka. Reiwa pa je že 248. poimenovanje obdobja. 元号は現在でも日本の公式文書や Sistem Gengo je še danes v uporabi v uradnih dokumentih, na kovancih, bankovcih in drugih in velja za pomemben del japonske kulture. 新しい元号が Zelo me veseli, da novo poimenovanje obdobja izvira prav iz Manjošuja. いいことであると思っています。今回 Manjošu tokrat dodajamo projektu Združenih rastočih knjig sveta. 加わりました。スロベニアの Upam, da bo to priložnost, da Slovenci izkusijo delček japonske kulture z bogato tradicijo. なれば幸いです。万葉集 Dovolite, da še enkrat izrazim zahvalo vsem strokovnjakom, ki so pripomogli k vključitvi zbirke v ta projekt. Thank you very much for EPA. V glasbeni točki ponovno vabim profesor dr. Nagišo Moritoki Škof. Izvolite.